si narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, prozbol vsak nevrak, le sosed bo mejak. Darojak, prozbol vsak nevrak, le sosed bo mejak. Z nežnimi cvetovi se poklonimo žrtvam nacističnega nasilja. Z našo prisotnostjo izkazujmo spoštovanje in zavedanje. Prosim delegacije, da ob spremljavi žalne koračnice v izvedbi kvarteta trobil Slovenske vojske položijo vence. Tik pred prireditvijo je venec k spomeniku posvečenemu požigu Rašice, postavljenemu leta 1958 na začetku naselja Rašica, že položil župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, z delegacijo. Venec k spomeniku rašiškim izgnancem tukaj za mano bo položila skupna delegacija Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ljubljana. Delegacijo sestavljajo Julka Žibret, podpredsednica Zveze združenj borcev NOB Ljubljana in mestna svetnica. Rudi Vaupotič v imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Črnuče in Matjaž Ilnikar v imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana Šiška. Viharji zlovešči lomili so drevje in hiše. Uničili polja, poti. V svobodi je znova vzkipelo življenje. Rašica vas vabi, srce oživi. Danes so se po poteh partizanskih brigad iz Črnuč podali pohodniki, ki jih sedaj pozdravljamo na prizorišču. Pohod so organizirali krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Črnuče, krajevna skupnost Črnuče in Črnučani. Ko je okupator pred 75 leti požgal prvo slovensko vas Rašico, je želel s tem kaznovati slovenski narod za upor
in pokazati, da bo proti uporu uporabil vsa sredstva. Zgodilo pa se je ravno nasprotno. Požig vasi Rašica je le še bolj podžgal upor slovenskega naroda. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, so bratje postreljeni, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, so starši izseljeni, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, ker ljubim domovino, zato sem partizan. Glejte, pogani, kako gori vaša vas. Hiše in hlevi in cerkev, vaši domovi, spomini in sanje in upornost. Vse gre v dim. To je opomin Ljubljani. To je opomin vsem Slovencem. Ljubljana, mesto heroj, je bila glava in srce upora in se kljub pritiskom na civilno prebivalstvo ni zlomila. Upor je v Ljubljani še močneje zaživel in deloval vse do 9. maja 1945, ko so v Ljubljano vkorakale partizanske enote. Spoštljiv odnos do zgodovinskega dogajanja s svojo prisotnostjo spodbuja tovariš Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljana, katerega sedaj vabim k pozdravnemu nagovoru. Dober dan želim, spoštovane partizanke, partizani, borke in borci, spoštovane tovarišice in tovariši. Dobrodošli tu na proslavi dogodka, ki nam bo stal opomin in spomin. 75 let od požiga tistih, ki so uporabljali moč, nad tistimi, ki so bili v manjšini, rekoč in misleč, to vas bo izučilo, to vas bo ustavilo in priznali boste nadvlado. Zgodilo se obratno. Narod se je dvignil. Tu na čelu so bili naši partizani, partizanke. Narod je povedal, da hoče živeti v svobodni domovini, v domovini, ki lahko sam odloča, v katerem jeziku bo govoril, kje bo izobraževal svoje otroke, kaj bo učil, kaj je svoboda, kaj je ponos, kaj je junaštvo. Danes, 75 let kasneje, živimo v mestu, ki je zame najlepše na svetu. Živimo v mestu, ki je ponosom, nosi naziv mesto heroj. Živimo v mestu, ki je letos šampion Evrope, glede na to, da je kolega Čeferin postal predsednik nogometne zveze in v tem nogometnem žargonu smo mi tudi šampioni Evrope. Dobili smo najvišjo možno nagrado. Živimo v mestu, ki ga ne požigajo več s požari, ampak ga kaznujejo, ker je preveč uspešno. Ko nekdo vpraša, zakaj ne naredimo nov pločnik, pa zakaj ne končamo vodovod, cesto, kolesarsko stezo ali vrtec, bi mu rad sam nekaj odgovoril. V Ljubljani imamo na prebivalca v našem proračunu 1000 evrov. Ker sem prišel z Dunaja, ker sva s Hojplom podpisala podaljšanje sporazumov o prijateljstvu, o bratskem mestu, ker sva tudi osebno prijatelja, samo primerjava, vsak Dunajčan ima v proračunu 8000 evrov po glavi prebivalca. Razlika je 1:8.
pa vendar smo tako potentni, da lahko tudi z njem tekmujemo. Dunaj je po Mercerjevi lestvici mesto, kjer je najvišja kvaliteta življenja v Evropi. Ampak še vedno pa ni bil zelena prestolnica Evrope. In to je tisto, kar pomeni, da smo brez ljubosumnosti lahko ponosni na razvoj vsakega mesta. Pa se bom vrnil malo na svetovno dogajanje ta trenutek. Nekako se mi zdi, da vi, ki ste preživeli drugo svetovno vojno, lahko opazujete, kaj se po svetu dogaja. Nemiri, vojne, pobijanje. Imamo vele sile, ki najprej zanetijo požar, vojno, potem pa tem istim udeležencem prodajo orožje. Se pravi, s tem rešujejo svojo nacionalno ekonomijo. In takih žarišč po svetu je veliko. Potem se pa spet zberejo na konferencah, na okroglih mizah in se pogajajo, koliko še orožja bomo prodali, da ustavimo to morijo, ki se dogaja. Ampak, če ne bo prišlo do nove družbene prerazporeditve na svetu, ni problem 3-5 milijonov prebivalcev, migrantov, ki bo prišlo v Evropo. Problem je, da bo prišlo teh 50 milijonov v 5 letih, če ne bo urejeno v Severni Afriki pa v Aziji. Pri nas je lepo. V Sloveniji živimo relativno dobro, sicer imamo tisto značilnost našo, da pojamramo, kako bi lahko bilo bolje, ampak dejstvo je, lahko bi bilo tudi bolje. Glede na starost, poprečno tukaj stojimo, sedimo, bi rekel, da smo mi nekako pod patronatom ene stranke, ki vsako leto razlaga, da se bori za boljše pokojnine, za višje penzije. Ampak ne za leto 2017, takrat še ni volilnega leta. 2018 boste pa dobili više pokojnine. Jasno, če boste pridni, ubogljivi, slonili glavo in obkrožili tistega, ki mora biti. Če bo to res, bo pa čas pokazal. Potem bomo spet čakali 2-3-4 leta do volitev, da bomo spet poslušali, kako se borimo za penzioniste. Za nazaj, za svetle trenutke ne bi govoril. Govorim o tem, o ponosu, da je Ljubljana mesto heroj, o ponosu nad našimi partizani in partizankami, o ponosu nad našim borkami in borci že vsako svečanost. Tudi kasneje bomo slišali. Zanima me, kaj bo naprej, kaj bo z vami, ki ste to prinesli, ta ponos, to pravičnost, ali boste imeli pokojnine, ki bojo primerne za normalno življenje, kaj bo z našimi vnuki, pravnuki, a se bo lahko šolili v svobodni šoli, v šoli brez plačil, ali bo imeli lahko zadost vrtcev, predvsem pa potem, ko odrastijo, naredijo šole, ali bo imeli primerne službe. Nekdo se je odločil nekaj let nazaj, da je začel prodajati slovenska podjetja. Pa bom samo eno omenil, Radensko. Nočem tisto, ki je imela to barvo lepo, ko jaz zdaj nosim, da ne bo kdo kaj rekel, da sem prizadet, požaljen. Radensko smo prodali Čehu, ki je lahko naredil tisto, kar mi ne smemo. On je lahko založil delnice Radenske, da je dobil v banki kredit, da je kupil Radensko. Se pravi, Radenska bo sama se odplačala. In Radenska dela dobro. In potem se moramo vprašati, kje je bila tista ovira, da ni mogla delati dobro z vodstvom slovenskih direktorjev. In potem pridemo spet do tega, da lahko razlagamo in vidimo, če je kdo pri nas uspešen, sigurno je kaj narobe. Ali je lopov, ali je kriminalec, ali je korumpiran. In te zgodbe, ki jih producirajo, počasi mora biti dosti. Mislim, da ste vi tisti, ki ste dali svoje življenje, ki ste svoje najbližje pustili po gozdovih, ki ste nam dali to svobodo, da poveste, kaj je pravičnost, kaj je bodoča pot, da tudi nam, mlajšim in še mlajšim, ker nismo nobena konkurenca, pokažete to pot in poveste, kako se bori za svojo domovino. V Sloveniji bomo lahko zadovoljni, če bomo imeli še več delovnih mest, če bodo delovna mesta dobro plačena, če bojo pokojnine prave. In še enkrat, smo svoja država, imamo svoje vodstvo
in nam ni potrebno, da kimamo vse, kar se domisli v Bruslju. Ni potrebno, da smo poskusni zajci. Kajti to, kar se zdaj dogaja v Evropski uniji, ko poslušam predsednika Junckerja, jaz prave perspektive ne vidim. Ampak kaj pa bolje, kot biti brez meja? Ali bomo spet čakali za prehod v Italijo po 3-4 ure oziroma v Avstrijo? Zato je treba to Evropsko unijo obdržati, pri čemer pa dati, da vsaka država lahko mirno odloči po tistem, kar je najboljše za to državo. Kajti, če samo poslušamo, ugotavljamo, da pa nas mora veljati pravila, koliko imamo primanjkljaja, 1,6, 1,2. V Italiji ni potrebno, ker jih je pač toliko milijonov več kot nas. In če ni enakopravnosti, če nimamo vsi enake možnosti, potem enostavno trpijo mali narodi. Je nedopustno, kajti ta mali slovenski narod je bil na strani zmagovalcev tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem, nacizem. In zame je nedopustno, da kdorkoli enači ta fašizem in nacizem s komunizmom, ki je bil v Jugoslaviji. Mi smo, vsaj jaz sem se izobraževal v tem sistemu brez problemov. Potoval sem po celem svetu brez problemov. Tudi bil sem pri 30 direktor brez problemov. In je treba priznati, da je naš sistem bil mogoče tisti samoupravni socializem, ki smo ga zlorabili, ki so ga uničili, tisti model, ki ga zdaj uvajajo na Švedskem, Skandinaviji, ko govorijo o soupravljanju. Pa nas je nujno vpeljati zadružništvo, delavsko lastništvo. Imamo podjetja, ki dokazujejo, da je temu tako. Vzemimo Domel. Meni je ob tej priliki res žal, da nismo uspeli takrat 25% Mercatorja razdeliti med 3000 zaposlenih, kajti še danes bi bila to domača družba, ki bi dala prednost slovenski proizvodnji. Torej, spoštovane tovarišice in tovariši, tu nad Ljubljano, v Rašici, ki je bila med prvimi, ki je pokazala, da se treba boriti z orožjem, s pogumom, z solidarnostjo, sodelovanjem, tovarištvom proti mnogom močnejšemu sovražniku, je spet čas, da povemo, kaj želimo, da jasno pokažemo tudi tisto pot, ki je primerna za našo državo. Imamo dobro gospodarstvo, država mora začeti delati infrastrukturne projekte in potem bomo več zaposlitev imeli in več zaposlitev pomeni več prispevkov, več optimizma in tudi za vas, večino vas, ki tu sedite, boljše pokojnine. Živela Slovenija, živela Ljubljana, najlepše mesto na svetu, ki je pokazalo, kako hodimo po svetu z dvignjeno glavo. Srečno! Hej, brigade, hitite, razpodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. So meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po sremenih, oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Po sremenih, oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Čez Poljane požgane, tja do Bele Ljubljane, naša vojska krre kot vihar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. To je bila himna Ljubljane, mesta heroj. Mi
nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza in grobov. Branili smo zemljo, našo, domačo. Branili smo naših ljudi govorico. Branili smo naših pol zlato pšenico. Okušali trenutke miru in svobode v zavetju gozdov in gora. Branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Največno vam sije to zlato sonce svobode. Naj nikdar vam sreče svetlobe noben tujec več ne stemni. Če vas bo še kdo kdaj skušal ukovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi. Kruta je zgodovina druge svetovne vojne na tej naši domači zemlji. 80 tisoč zavednih Slovenk in Slovencev zaprtih po zaporih. Ljubljanskih, mariborskih, v celjskem Starem Piskru, v Begunjah, koprskih in novomeških zaporih. Skoraj 60 tisoč prepeljanih v koncentracijska taborišča, italijanska, nemška, na Madžarsko in Hrvaško. Več kot 12 tisoč se jih ni nikoli vrnilo domov. 80 tisoč pregnanih svojih domov.
med njimi več kot 20.000 otrok starih manj kot 10 let. Nasilno, kot živino so jih odpeljali z več kot 140 transporti. Skoraj 20.000 v konfinaciji, na prisilnem delu ali vojnem ujetništvu. Skoraj 3.000 ustreljenih talcev. Več kot 600 otrok nenadoma iztrganih iz naročja svojih staršev in odpeljanih v tujino. To niso le številke. To so usode. Številne, preštevilne usode. Preštevilna prezrta otroštva. Preštevilne ranjene mladosti. Hodil sem po sočnih tratah, vprašal ptičke, kje si ti, pa so mi zažvrgolile in so rekle, da te ni. Vprašal rože sem na gredah, ki doma glavice sklonile in so rekle, da te ni. Vprašal sem srcišče svoje, ki kraljica si muti, pa je v noči zajokalo in je je v noči zajokalo in je reklo, da te ni. Smejal se je vrag in zaničeval je te ljudi. Toda zemlja ne zgori. Ne zgori narod. Gora bo ostala in temelji vasi ostanejo v njej. Pride nov rod. Pride nov red. Prišli so novi rodovi. Prišel je nov red. Za večino mladih sta vojna in požig le še grenak spomin. Kratek zapis v učbeniku za zgodovino, ki ne prenaša zavedanja in spoznanja. Zato je za mlade rodove potrebno negovati zgodovinski spomin, ne le na trpljenje borcev, ampak spomin na trpljenje prav vseh, ki jih je vojna prizadela. Spomin na tiste čase negujejo tudi taborniki. Po rašiški četi je poimenovan tudi rašiški rod. Društvo tabornikov, ki že skoraj 40 let deluje v krajih Počmarna Goro in Rašica. Taborniška organizacija je največja mladinska organizacija pri nas, ki združuje odgovorne, etične mlade posameznike, ki pomagajo graditi boljši svet za vse. Taborniki rašiškega rodu so lokalno aktivni in skrbijo za sožitje med vsemi ljudmi v naši skupnosti. Taborniki rašiškega rodu se spominjajo rašiške čete v svoji himni. Za tvoji šli junak.
Rašica je eden od krajev, ki povezujejo zgodovinski spomin. Saj so bili takratni krajani zaradi vojne izgnani iz svojih domačih krajev, tako kot danes milijoni bežijo pred vojno iz svojih domačih krajev in iščejo svetlejšo prihodnost tu v Evropi. Slovenski izgnanci iz druge svetovne vojne, tudi prebivalci Rašice, imajo svojo pesem. Pesem, ki jo še posebej čustveno zapojejo člani partizanskega pevskega zbora. Iz splošne zmede se je rojevala kolona ponižanih ljudi. V prebujeno noč se je izgubljalo 120 parov solznih oči. 120 izgnancev iz njihovih domov. 120 korenin slovenskega življenja. Mineva 75 let od požiga Rašice. 75 let od izgona njenih prebivalcev. Danes, 75 let po začetku največje morije 20. stoletja, smo ponovno priča nestrpnosti, sovraštvu in vojni. Več kot 20 milijonov ljudi po vsem svetu je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, domovino. Kot bi pozabili, potlačili. Potlačili vedenje in spomine. K slavnostnemu nagovoru vabim gospo Ivico Žnidaršič, predsednico Društva izgnancev, da uresniči zapisano na obeležju, spregovori izgnancem v spomin in nam v opomin. Pozdravljam vas, spoštovani tovariši in tovarišice, borci in borke, izgnanske in izgnanci, ter vsi, ki ste se zbrali ob 75. obletnici
osvobodilne fronte in požiga te vasi. Posebej pozdravljam župana Ljubljane Zorana Jankoviča, našo legendo, in predsednika Zveze borcev NOB ljubljanskega območja Janka Heberla. Zbrali smo se, da bi izrazili zahvalo vsem, ki so se borili proti okupatorju, proti fašizmu in nacizmu in dosegli zmago nad največjim zlom človeštva. Zbrali smo se, da bi obudili zgodovinski spomin na izgon Slovencev, pa tudi, da bi se zahvalili vsem, ki so po vojni s prostovoljnim delom obnovili Rašico. Oboroženo partizansko gibanje se je proti okupatorju začelo v teh krajih z organiziranim delom rašiške čete, ki so jo sestavljali domačini in je v začetku štela 30 borcev. Bili so dokaj hrabri, drzni, imeli so nekaj orožja, ki so ga dobili, ko je razpadla vojska Kraljevine Jugoslavije. Julija in avgusta je izvedla nekaj sabotažnih akcij na gospodarske objekte, ki bi lahko služili nemškemu okupatorju, pa tudi na nemške oborožene sile in pri tem ubila 5 sovražnikov. Nemška okupacijska oblast se je odzvala odločno in brutalno. 20. septembra 1941 se je odločila za najbolj barbarski ukrep požig vasi Rašica, kjer so se zadrževali partizani in uživali pomoč vaščanov. Požig vasice je zelo stresil prebivalstvo in, kot rečeno, jih je okrog 120 tudi izgnal. Prebivalci Ljubljane, ki so bili pod italijansko okupacijo, so z ljubljanskega gradu opazovali gorečo Rašico. Bili so pretreseni, v njih sta se budila gnev in volja po odporu proti okupatorju, ki je imel namen izbrisati Slovenijo z zemljevida Evrope. V zimi 1941-1942 pa je prišlo decembra na Gorenjskem in Poljanski dolini do prave ljudske vstaje in januarja do velikega 3-dnevnega boja Cankarjeve brigade v Dražgošah, požig Dražgoš in mnogih drugih vasi. Iz teh začetkov je zrasla pomembna vojaška sila, Narodno-osvobodilna vojska in zelo pripomogla k zmagi. Vendar je treba ob tem povedati, da ni bil kriv odpor za nasilje, okupacijo in izgon Slovencev. Nemci so nasilje načrtovali in izvajali, ko še ni bilo partizanskega gibanja in akcij proti okupatorju. Nemci so najprej izgnali slovenske učitelje, uradnike, vodje političnih strank, duhovnike, pisatelje in druge intelektualce. Načrtovali so izgon 260.000 Slovencev, vendar so jih potem iz spodnje Štajerske, Gorenjske, Mežiške doline izgnali 63.000, od tega kar 45.000 v nemška izgnanska taborišča, 10.000 na Hrvaško, 7.500 v Srbijo, 2.500 na Madžarsko. Med izgnanimi Slovenci leta 1941 je bilo tudi več kot 20.000 slovenskih otrok, starih manj kot 10 let, o čemer se ni nikoli govorilo. Med njimi sem bila tudi jaz osebno. Hitler je v Tretjem rajhu organiziral za slovenske izgnance več kot 300 izgnanskih taborišč, v katerih ni bilo plinskih celic in krematorijev, režim pa je bil tak kot v koncentracijskih taboriščih.
Aprila leta 1942 so izgnali Slovenci iz avstrijske Koroške, junija 1942 pa tudi iz slovenskega ozemlja, ki so ga med drugo svetovno vojno okupirali Madžari. Po kapitulaciji Italije leta 1943 so Nemci požgali tudi veliko primorskih vasi, Primorce pa izgnali v nemška taborišča. Z namenom uničenja slovenskega naroda kot etične enote so se okupatorji lotili tudi raznih oblik nasilja in raznodlovalne politike. Za dosego tega cilja so pač odstranili vsa znamenja slovenstva. Uvedena je bila tudi fašizacija ljubljanske pokrajine. Mussolini je leta 1920 na množičnem zborovanju v Pulju rekel: v odnosu z raso, kakršna je slovanska, torej manj vredna in barbarska, moramo izbirati politiko palice in Jadransko morje, ki je nas zaliv, mora priti v naše roke. Med drugo svetovno vojno ni bilo niti ene vrste nasilja, ki ga je poznal svet, da ga ne bi okusili Slovenci. To je bil čas groze, čas negotovosti, čas trpljenja in muk, hkrati pa čas hrabrega boja proti okupatorju. Nasilje nad Slovenci je izvajalo 4017 nemških in 2518 vojnih zločincev. Zato je bilo naravno, da se je slovenski narod uprl genocidni okupaciji Slovenije, kar je bilo zgodovinsko, politično in državotvorno dejanje. Vsak narod ima pravico, da se upre okupatorju. Odločitev za upor proti okupaciji je bila največja odločitev tistega časa, ki je zahteval veliko junaštva za boj proti veliki sili, vojaški sili. Narodno-osvobodilni boj zato zasluži vso občudovanje. Slovenski narod bo lahko večno ponosen, da je bil med Slovenski narod bo lahko večno ponosen, da je bil med drugo svetovno vojno na strani zaveznikov v boju proti fašizmu in nacizmu. Zato je nerazumljivo, da danes nekateri omalovažujejo narodno-osvobodilni boj in skušajo upravičiti sodelovanje z okupatorjem in njihovimi zločini. Veliko se govori o odkrivanju posmrtnih ostankov pripadnikov vseh mogočih narodov, ki so se pomikali oziroma bežali preko Slovenije na zahod po koncu druge svetovne vojne. Upravičeno pričakujemo, da bo kdaj kdo v meni vprašal, kje ležijo grobovi slovenskih izgnancev, naših staršev, raztresenih širom po Evropi in po krajih nekdanje bivše države. Če fašizem in nacizem ne bi bila premagana, bi slovenski izgnanci ostali sužnji širom po Tretjem rajhu, kot je ukazal Göring. Ne ubiti, naj se na delu mučijo do smrti. Govori se tudi o odkritju velikega spomenika v Ljubljani, ki bo označeval žrtve in storilce. Ali ste že kdaj slišali in prebrali, da bo ta spomenik v Ljubljani tudi za umrle izgnance, žrtve fašizma in nacizma, ki počivajo v tuji zemlji? Skoraj celotni Evropi smo priča vzponu desnice in porastu neofašističnih sil. Predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Schulzu smo poslali pismo z vprašanjem, zakaj so se države Evropske unije vzdržale
pri glasovanju v Generalni skupščini Združenih narodov o resoluciji, ki se je glasila boj proti poveličevanju nacizma in drugih dejavnosti, ki prispevajo k razpihovanju sodobnih oblik rasizma, rasne diskriminacije in drugih nestrpnosti. Sramota, vzdržala se je tudi Slovenija, kar je žalitev za nas, ki smo doživljali trpljenje zaradi nacizma in fašizma. Težko se sprijaznimo z dejstvom, da v evropski zgodovini genocid nad Slovenci in drugimi slovanskimi narodi ni dobil primernega in poštenega zgodovinskega zapisa in da Nemčija kot naslednica agresorske države še ni poravnala vojne škode za razdejanja, ki jih je povzročila nekdanji Jugoslaviji in Sloveniji. Že večkrat sem rekla in napisala, da vsega tega ne obnavljamo iz sovraštva do tistih, ki so nam gorje povzročili, pač pa zato, da bi naša tragedija dobila v zgodovinskem spominu primerno mesto in da bi mlade generacije poznale ta del zgodovine in vedele, kdo je bil agresor in kdo je bil žrtev, ter da bi preprečevali le vojne, ki povzročajo milijone beguncev. Vojne na svetu nastajajo zaradi trgovine z orožjem. Tisti, ki z orožjem trgujejo, ne zanimajo mrtvi, milijoni beguncev in trpljenje otrok. Zato moramo protestirati proti vojnam, ker želimo svet brez vojn, taborišč in izgnanstva. Pa tudi, da bi se iz zgodovine kaj naučili in preprečevali nasilje, kakršnega smo doživljali mi med drugo svetovno vojno. Hvala za možnost, da smo enkrat na javnem zborovanju govorili tudi o izgonu Slovencev in nasilju fašizma in nacizma. Čestitam k 75. obletnici Osvobodilne fronte in vam želim prijetno druženje. Narodno-osvobodilni boj je bil kulturni boj. Slovenski narod se je boril za svoj obstoj, za obstoj svoje kulture in jezika. Narod brez kulture ne more preživeti. Pomemben del narodove kulture je tudi uporna partizanska pesem, v katero so tako avtorji, kakor izvajalci prelili svoja čustva in svoje misli. Partizanska pesem je tolažila in spodbujala, nudila je upanje in moč za upor. Danes partizanske pesmi za nas poje partizanski pevski zbor pod vodstvom profesorja Franca Gornika. Partizanski pevski zbor je od svoje ustanovitve v vasi Planina pri Črnomlju prehodil dolgo pot. In kljub temu, da je od njegove ustanovitve minilo že 72 let, ima partizanski pevski zbor še vedno vsako leto več kot 50 nastopov. Svojim predanim delom ohranja partizansko pesem živo.
donde vas morena? Dime dónde vas salada. Dime dónde vas morena a las 3 de la mañana. Dime dónde vas morena a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel donino a ver a los comunistas que los han tenido presos este gobierno fascista. Que los han tenido presos este gobierno fascista. Viva la Asturia la roja, viva la niña bonita, viva la que te enamores con un joven comunista. Muera la que te enamores con un joven falangista. Rašico so izropali in požgali, a spet stoji na svoji zemlji sredi gozdov. Lepa, prijazna in vabljiva. Tudi ti verzi, kot večina današnjih, pripadajo doktorju Avguštinu Lahu, ki jih je napisal v spomin na požig vasi Rašica in izgon prebivalcev. Naj se na koncu zahvalim še vsem, ki so sooblikovali današnjo prireditev v spomin na požig vasi, na internacijo ter vse žrtve nacističnega in fašističnega nasilja. Mestni občini Ljubljana in njenemu županu Zoranu Jankoviću za vso pomoč in nadaljevanje in negovanje tradicije Ljubljane, mesta heroja. Legendarnemu partizanskemu poveljniku Francu Severju Franti in poleg njega vsem prisotnim partizanom, legendam našega časa za udeležbo na današnji slovesnosti. Pohodnikom in vsem vam, ki negujete zgodovinski spomin. Dekletom iz vokalne dekliške skupine Sorške kresnice. Tabornikom Rašiške čete. Kvartetu trobil Slovenske vojske. Mojci Poredoš in Iztoku Pipanu za scenarij in organizacijo slovesnosti. In partizanskemu pevskemu zboru pod vodstvom profesorja Franca Gornika, solistama Špelo Femec in Tonetom Lovcem. Harmonikarju Branku Sladiču ter Tonetu Zaletelju na orglicah. Zbor nam bo ob koncu zapel še 2 pesmi o svobodi. Slovesnost sem povezovala Anica Horvat, članica odra 3 herojev iz Pirnič. Naj svobodo ljudi, naj čast,
poštenje. Najradostne pravice žuborenje privablja iz temin pojoča dlan. Kar je velikega, rodi trpljenje. Zbežite sence, vzidi čisti dan. Stopimo v korak, da osvobodimo
Svoboda res je zlata. Svoboda nam je vse. Zanjo, če bo treba, vsakdo naj umre. Naj nas to vodilo spremlja še dolgo. Naj se bodoči rodovi spominjajo tega, kar ste priborili pred začetkom pred 75 leti. S to mislijo sklepamo slovesni del današnjega dneva na Rašici. Dovolite še prav posebno zahvalo Slovenski vojski za častno stražo. In na koncu pozdravimo odhod praporščakov.